Kdo se more po vašem bati njegovega vstopa v igro? Zdaj predvsem politične stranke koalicije so se ga kar in povsem razumljivo lotile, ampak kdo se more po tvojem, Antiša, najbolj bati njegovega vstopa, ker verjetno je kar precej jasno, da bo jemal sredino oziroma levo od sredine. Ja, saj odgovor je vsebovan v tvojem vprašanju, Nataša, ne. Se pravi, vsi, ki zagovarjajo vsaj na robovih podobna programska izhodišča in vrednote, da uporabim ta izraz, kot jih zagovarja Vladimir Prebilič iz stranke Prerod, ne pa Preporod, Aljaž, kot si ti lapsus, ne, ki ni tako reden, se bo da se še razumemo, pojavljal. ne. Ta beseda meni, jaz ne vem zdaj, a ta beseda je, nisem šel v slovarje gledati, ampak verjetno je malce arhaična, ne vem, mogoče mi bo kdo iz poslušalstva. Ne, legit je, je čist legit, renesansa, Ja. oživitev, ampak ne, sorry, ima Antiša prav in še več, ima tudi neko 19-stoletno narodno buditeljsko protonacionalistično konotacijo, tako da je tudi malo dog whistle zraven. Ja. Dobro, skratka, če nadaljujem, Nataša, odgovor na tvoje vprašanje je, kot sem rekel, že vsebovan v vprašanju. Vsi po mojem in vsi po malem. Iz tega izhaja tudi ta serija oziroma val napadov na lik in delo Vladimirja Prebiliča. Bi pa na to temo morda še v duhu prejšnje razprave rekel, da tisto, kar mu pa je uspelo, za razliko od koga drugega, ki mu to ni uspelo, mislim predvsem na Karla Erjavca in predsednika državnega sveta Lotriča. On je vendarle okrog sebe uspel zbrati neko ekipo razmeroma prepoznavnih, tudi v političnem prostoru prepoznavnih ljudi. Recimo nekaj podobnega kot, vsaj moj vtis je takšen, kot Anže Logar, ne.